vemo, da na srečo še ni zaključena ta javna diskusija. Do konca meseca imamo čas za kakšne tehtne pripombe. Vsekakor nas veseli, da je zakon prišel v javno obravnavo. Vsekakor smo nekaj let opozarjali, da je to nujno, in zdaj, kakor je COVID nehote uvedel standarde in normative za časovno opredeljeno zdravljenje bolnikov, tako nas je tudi zdaj COVID verjetno pospešeno prisilil slovensko družbo in zdravstveno politiko zraven, da so zopet obnovili predlog nekega zakonskega besedila. 3 stvari nas tako na hitro ob prvem branju, ne bom rekel, da begajo, ampak nas zanima, kako bo to rešeno. Vsekakor je jasno, da če gre za novo dejavnost, bo potrebno neko novo obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, in tu nas najbolj skrbi, ali bo ta zakon sploh prišel do parlamentarne obravnave. Ampak to ni naloga prioritetna zdravnikov. Skrbi nas morebitna neustavnost, kajti predvideva se delitev teh koncesij in potem se bo postavljalo po teh, kakor smo zdaj prebrali besedilo, v neenak položaj javne zavode in zasebne koncesionarje, morebitne. Zopet se pogovarjamo o nekih koncesijah. Zakon naj definira standarde oskrbe, ki jih je v besedilu, jih delijo v A, B in C. Torej neko dnevno varstvo, pa potem 24-urno oskrbo in potem še C kategorijo kot 24-urno nego takšnih ljudi, ki potrebujejo prav kvalificirano zdravstveno nego. Morebiti pogrešamo bolj decidirano zapisano to, kar se je pokazalo zdaj v času epidemije v primerih, ko so v 3 DSO-jih eksplodirale te okužbe in jih je bilo kar naenkrat veliko potrebnih, ne samo rdeče cone, ampak sive cone smo iskali. Zdaj v javni zdravstveni sistem seliti okužene, pa ne tako bolne, da bi zahtevali, da bi imeli indikacijo za hospitalno oskrbo, bi pomenilo vsekakor ne samo obremenitev zdravstvenega sistema, ki za to ni predviden, predvsem je to pomenilo varnostno tveganje. V bolnici imamo že tako hudo bolne ljudi, ki so imunsko kompromitirani. Skratka, zdravniške organizacije smo ves čas opozarjali na to in smo predlagali, da se naj vendar v ta zakon vnese tudi, naj se predvidi ustanovitev nekakšnih kombiniranih socialno-varstvenih in zdravstvenih ustanov. V Sloveniji imamo več kot 100 DSO-jev, to pomeni v posameznih regijah jih je tudi več 10. In vsaj nekatere naj bi bile usposobljene za neke vrste negovalnih bolnišnic, oziroma za nekaj več kot navadno dnevno bivanje, hkrati pa seveda ne tako obsežno, kot je bolnišnica. Zahteva pa to seveda ustrezne strokovne standarde, ustrezno število diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester in ne samo domskega zdravnika on-call ali enkrat na teden, ampak skratka, tu si predstavljamo, da bi se dalo razbremeniti morebitne nove pike okužb, če bo do njih prišlo. Pa še nekaj ugotavljamo pri hitrem branju tega zakonskega predloga. Zdravnikom se nalaga dodatno delo, kajti zdravniki bi naj izpolnjevali predloge za te ustrezne kategorije nastanitev. In to zopet pomeni neko časovno obremenitev zdravnikov. To zdravniško delo je nekako samo po sebi umevno. Poleg tega, da kolegi na primarnem nivoju delajo z bolniki, z naročenimi, pa tudi s tistimi, ki dodatno zbolijo ali pa se jim dodatno poslabša kronična nenalezljiva bolezen. Saj veste, to zdaj že nekaj mesecev in let govorimo o tem, kako se potem veča dnevna obremenitev izpolnjevanja številnih obrazcev, odgovarjanja na zelo pogoste dodatne pisne zahteve plačnika, kaj vse, da je dolžan zdravnik storiti. Hkrati pa zdaj
morajo tudi odgovarjati sproti na e-maile, pa na telefonske konzultacije. To je vse časovno jemlje. Mislim, vse tlačimo v ta 8-urni delovnik, vse zdravniki niso nadljudje. In tudi, če bo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga pozdravljamo in menimo, da je nujen, mora tudi predvideti, da je to, Angliji rečejo, time consuming procedure. To vzame čas in čas je denar in za to, da imamo nekoga na nekem delovišču, ki bo delal neko določeno delo, to pomeni seveda priznati tudi, da to delo časovno stane.